Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kaj so kompleksna števila. Torej, če mi seštejemo eno realno število in eno imaginarno število, dobimo nekaj, kar ni ne realno, ne imaginarno število. Je eno število, ki spada v množico kompleksnih števil, ki označimo s tem simbolom. Torej, kompleksno število z je število oblike a plus bi, kjer a in b sta realni števili. In i je definiran z lastnostjo i na drugo enako minus ena. Torej, opazimo to, tukaj imamo realno os, torej realna števila, tista, na katere smo navajeni. Tukaj imamo imaginarno os, kjer so imaginarna števila, primer i, 2i, tudi ena polovica i. Torej, eno realno število krat i, imamo tukaj na imaginarni osi. Opazimo, da ničla je skupna bodi si realnim kot imaginarnim številom, ker nič lahko mislimo tudi kot nič i. Potem imamo vsa ta druga števila, ki jih moramo ponazoriti na ravnini, ki se imenuje kompleksna ravnina. 4 plus 2i, minus 2 plus 5i, minus 3 minus 2i, 3 minus i, ti so primeri. In torej potrebujemo celo ravnino, da ponazorimo kompleksna števila. Opazimo še, da spadajo v množico kompleksnih števil, tudi vsa realna števila in vsa imaginarna števila so notri v tej množici. Torej, če imam, in vsaka točka v kompleksni ravnini ponazori eno kompleksno število. Torej, recimo, da imamo kompleksno število a plus bi. Lahko definiramo realni del od z je a, torej to število a, in imaginarni del od z je to število b. In tako zdaj lahko tudi določimo modul od kompleksnega števila ali absolutna vrednost kompleksnega števila. Pri realnih številih si lahko mislimo absolutno vrednost kot razdaljo tistega števila od izhodišča. Tukaj isto, ta točka ponazori kompleksno število, razdalja te točke do izhodišča je absolutna vrednost kompleksnega števila. In tukaj vidimo, imamo pravokotni trikotnik, torej ta absolutna vrednost je hipotenuza pravokotnega trikotnika, ki jo dobimo s Pitagorovim izrekom. Kvadratni koren od a na drugo plus b na drugo. Potem še to, imamo kompleksno število a plus bi, s to črto gor označimo njegovo konjugirano kompleksno število, ki ga dobimo iz prejšnjega, tako da imaginarnemu delu menjamo predznak, samo imaginarnemu delu. Torej, na primer imamo kompleksno število z 3 minus 4, absolutna vrednost je kvadratni koren od 3 na drugo plus minus 4 na drugo, koren od 25 je 5 in konjugirano kompleksno število od 3 minus 4i je 3 plus 4i. Potem pogledamo računske operacije s kompleksnimi števili. Če moramo jih seštevati ali odštevati, je zelo lahko. Odpravimo oklepaje in seštevamo in odštevamo posebej realni del in imaginarni del. Dobimo zlahka. Tudi za množenje ni zelo težko, moramo pomnožiti vsak člen z vsakim. Ta s tem, ta s tem, ta s tem in ta s tem. In nekje bomo dobili i na drugo, ki vemo, da je minus 1, torej minus 6 i na drugo bo plus 6. In še tukaj seštevamo posebej realen in imaginaren del. Ne bo niti težko zračunati potenco kompleksnega števila, naprimer tukaj na tretjo, moramo vedeti potence binoma. A plus b na tretjo je a na tretjo plus 3a na drugo b plus 3ab na drugo plus b na tretjo. In torej sem to apliciral tukaj na 3 in 2i, sem napisal vse produkte, nekje imamo i na drugo, nekje imamo i na tretjo, i na drugo je minus 1, i na tretjo je minus i, sem razložil potencial d v videu, kjer razložim imaginarna števila. In torej tukaj sedaj imamo, torej seštevamo posebej realna števila, imaginarna števila in dobimo naš rezultat. Kako pa delimo kompleksna števila? To naredimo podobno, kot smo delali racionalizacijo takega ulomka, kjer imamo dva člena v imenovalcu, od katerih je vsaj jeden kvadratni koren. Torej, tukaj, kako smo mi racionalizirali to? Ker v imenovalcu imamo 2 minus koren od 2, smo pomnožili števec in imenovalec, 2 plus koren od 2
Ja, z isto vrednosti v števcu imenovalcu, tako da pomnožimo v bistvu z ena. In zakaj prav s tem? Tako da mi rabimo pravilo a minus b krat a plus b je a na drugo minus b na drugo, torej 2 na drugo je 4, minus koreno 2 na drugo je 2. In v števcu pa naredimo vse produkte, ta sten in ta sten. Naredimo vse produkte, neki se seštevijo cela števila, neki se seštevijo koreni, in ko dobimo to, ločimo 8 ulomljeno 2 plus 5 koreno 2 ulomljeno 2. In tako dobimo to. Naredimo zelo podoben način, tukaj za deljenje dveh kompleksnih števil, v imenovalcu imamo ena minus 2i, pomnožimo števec imenovalec z ena plus 2i. Tako da rabimo zmeri isto pravilo, ena na drugo je ena, minus 2 na drugo je 4, i na drugo. In v števcu naredimo vse zmnožke tukaj, in torej tudi v števcu dobimo i na drugo, tudi v imenovalcu. Tukaj 1 minus 4 krat minus 1 je 1 plus 4, in torej je 5. Ko pridemo do sem, ločimo minus 5 ulomljeno 5 plus 10i ulomljeno 5. Tukaj kvečemo imamo kakšne ulomke, ali drugače se lahko tukaj v tem primeru zračuna kot cela števila, minus 1 plus 2i smo dobili. Opazimo, da tukaj smo pomnožili med sabo dve konjugirano kompleksni števili in smo dobili realno število. To ni bilo, se ni zgodi samo tukaj, se zgodi na splošno. Poglejmo. Imamo kompleksno število a plus bi, njegovo kompleksno konjugirano a minus bi. Se spomnimo še, da absolutna vrednost od z je kvadratni koreno na drugo plus b na drugo. Če mi pomnožimo med sabo eno kompleksno število njegovo konjugirano, imamo a plus bi krat a minus bi, zmeraj po istem pravilu, dobimo a na drugo minus b na drugo i na drugo. I na drugo je minus 1. In torej dobimo a na drugo plus b na drugo. In to je prav izraz, ki je tukaj pod korenom. In torej to je absolutna vrednost od z na drugo. Še to, torej s kompleksnimi števili lahko rešimo katerokoli enačbo druge stopnje, tudi tiste, ki imajo negativno diskriminanto delta. Torej tukaj rabimo formulo minus b je 4 plus minus koren b na drugo 16 minus 4ac minus 4 krat 1 krat 13 minus 52 ulomljeno 2, 2 krat 1 je 2. Če zračunam 16 minus 52, dobim minus 36 in koren od minus 36 dam 6i, torej imam 4 plus minus 6i ulomljeno 2. Ločim 4 ulomljeno 2 plus minus 6i ulomljeno 2 in dobim 2 plus minus 3. Torej imam dve ničli polinoma 2 minus 3 in 2 plus 3, ki sta kompleksni. In opazimo še to, sta med sabo kompleksno konjugirani. To se ne zgodi samo tukaj, ampak na splošno. Če en polinom ima kot ničlo eno kompleksno število, tudi njegovo kompleksno konjugirano število je tudi ničla tistega polinoma. Torej, kompleksne ničle nastopajo zmeraj v parih. In torej, posledica tega, če imamo polinom lihe stopnje, ta bo imel vsaj eno realno ničlo, ker kompleksne so zmeraj v parih. Se to še povežemo z osnovnim izrekom algebre, ki pove, da katerikoli polinom stopnje n ima natanko n rešitev med kompleksnimi števili. Nekatere so lahko realne, ker realna števila spadajo pod kompleksna. Torej, polinom stopnje n ima točno n rešitev med kompleksnimi števili. S tem, da upoštevamo, da nekatere ničle polinoma so lahko mnogokratne, so dvojne, trojne, ampak to je točno določeno, ker če alfa je ničla enega polinoma, tisti polinom je delil z x minus alfa. Če tisti alfa je dvojna ničla, polinom je delil z x minus alfa na drugo in tako naprej. Torej, lahko znamo točno, če smo dobili vse kompleksne rešitve ali pa ne. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.